krivuljo. No, tole zanimiva fotografija, recimo, marsikoga mogoče spomne na slapove Krke pri Šibeniku, ker so take kaskade. Ja, res je. Voda je bila izredno prijetna, vsi smo se šli skopat. Je pa to na enem dosti nevarnem območju bilo, kjer so bili te zapaterosi, in smo dosti kratek čas lahko tam uživali. Ja, naš voznik je bil zelo prestrašen, celo pot in nas je zelo priganjal, da moramo pred nočjo nazaj. Pred temo nazaj, ja. Sicer bo svašta. Ja. Ja, čez mejo včasih ni tako enostavno priti. Ne. Tudi različne načine prevoza čez mejo imaš, in tole je bil eden izmed njih s tem lečovnom. Da smo na meji med... Na meji med Gvatemalo in pa Mehiko, ja. Se pravi, da gremo malo v Gvatemalo pogledati? Ja, tako, tole je že skok. Tole je bil Tikal, je pa največje najdišče teh piramid, Ja, tudi na moji top lestvici sta Palenke in Tikal, kar nekje blizu prvega mesta. Ja. Sicer teh piramid je gromozansk, prej si niti nisem predstavljal, da jih je toliko, ker znanih je recimo samo mogoče za prste ene roke, da jih lahko naštejemo. Ko pa prideš enkrat na to območje, pa vidiš res, kakšna blazna kultura je bila to. Sva rekla, da prihodnjič, ko bomo imeli več časa, bomo šli gledati še Mirador. Poslušali smo, da se tja da samo s helikopterjem zaenkrat. Ja. Mene je že tam zelo me je grabil in mislim, da je bilo okrog 400 ali 500 dolarjev prevoz s tistim helikopterjem do tja, ampak nažalost pač nismo mogli tistega speljati, tudi časovno ne, tako da ostane to potem za naslednjič. Hvalijo ga pa strašansko. Ja, neverjetno, ja. Vem, da tudi tisti turisti, ki so nam razlagali, Američani, da so bili tam, da je neverjetna zadeva pred kratkim sploh odkrita, in da se res splača pogledati. Če to moramo, eno iguano. Iguana, ja, teh je bilo pa tudi na tone. Omeniti moramo, da so vse te piramide pravzaprav izkopane izpod drevja, tudi tiste, ki so zdaj lepo urejene, so bile še nekaj desetletij nazaj krepko pod džungla. Ja, zanimivo je to, da so res v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja, da so šele našli te piramide, čeprav po drugi strani, jasno, stoletja jih je prekrivala džungla, se nalagal listje na njih, so drevesa zrasla in tako naprej in seveda se nikakor drugače, kakor pa iz letala tega ni videli. In še danes jih je ogromno, tudi neodkritih še, Ja. Sej zanimivo mi je bilo, da sploh večino recimo, da tega niti nočejo odkriti, oziroma očistiti, samo tisto, kar je najbolj zanimivo, Ostalo pa... Po svoje v resnici tudi nenčar v tem, da je še zarašča. Ja. Tole so pa resnične noše, kakršne so uporabljali Maji v tem primeru, največ Azteki. Ja. V bistvu vojaška noša. Paradna, ja. Sicer je spet tako jasno, so kar dober biznis s tem delali, nisi jih mogel fotografirati, ampak si mogel jasno plačati. Ampak, ker so se zelo potrudili, da so izdelali to opremo in se nastavljali tam na pekočem soncu, smo jim to mi smo še imeli srečo, ker smo dobili skupinsko ceno, ki je bilo ravno tako 50 pesosov, kar bi bilo sicer za posameznika. Tako da se je še kar splačalo. Limone in lime. In limete, ja, pač, za katere si plačal, kolikor se ti je zdel, ker je bil tam vprašaj. Vprašaj celih 60. Ja, nismo se obadali zaradi česa je ta vprašaj, ali to, da je vprašljiva kvaliteta ali kaj, ampak ja, zanimiva cena. Tole pa v Meridi, če se ne motim, ki je dosti kulturno mesto, skratka ogromen enega programa, na vseh mogočih trgih se odvija takle razni plesi in tako naprej, tako da je bilo to zelo zanimivo pogledati. Njihova pristna muzika, narodne noše in tako naprej. Tole je pa tisti, kje je pravzaprav tole v Palenke? Ne, to je bilo na Yucatanu že, v Čičenici verjetno. V Čičenici. Aha. V Čičenici.
Tako, zdaj pa Čičenica je sicer najbolj znana, ampak sej še vedno je zelo visoko na kakršnikoli tople lestvice, ne? Ampak ni pa mogoče toliko, kaj vem. Ni tako impresivna, tako impozantna, ne vem, zdaj mogoče zaradi tega, tudi ker smo že toliko takih piramid prej videli, oziroma pač podobnih, ne? Je pa res, da verjetno, da je na tako visoko, da kotira na lestvici oziroma na prvem mestu celo, je po mojem tudi zaradi te gruče turistov ameriških, ki tja jasno se dnevno zgrinjajo in verjetno, da največ od njih jih tudi glasuje za to. Ne. Ja, Cancun je blizu, ne? In tam v Cancunu se dogaja večina ameriško-mehiškega turizma, pa tisti spring breaki. Tako. Cancun je v bistvu bi lahko bilo čist ameriško. Tudi cene so nažalost take, ne? So ameriške, ja. Bistveno više kot pa ostale piramide, ki so mogoče bolj zanimive marsikomu. Je pa mogoče pač posebnost te Čičenice ta, da ob enakonočju, ne, da se vidi tista kača oziroma senca, kakor da bi kača lezla navzdol, tudi sorazmerno dobro je ohranjena, ne, ogromna piramida. Čeprav na tisti južni strani delajo kar renovacijo, ne, so se podrle tiste stopnice. Ne. Ko sem bil prvič tam, smo lahko še plezali tukaj po teh piramidah. Čak, se bomo še tiste se verjetno zdaj pogledali, še tiste Čičenice. Prej smo ostali pri tisti Zmajevi glavi. Ja. Tole pa El Castillo, centralna piramida tam v Čičenici. Torej, prvič, ko sem bil tam, je bilo eno stopnišče še, torej še vedno je samo eno stopnišče tako, da lahko hodiš po njem. Ampak takrat so dejansko lahko je vsak šel gor. Zdaj so pa žal, ali pa ne, žal prepovedali to. Mogoče so se tudi zaradi tega tiste stopnice podarile, ker Američani so malenkost težji, kot pa mi. To je včasih res, ja. Spomnim se, da sem gledal enkrat enega možakarja, ki je dobesedno po riti predrsal celo pot nazaj dol. Ker treba pač iti dol, ograje ni nikakršne. Zdaj, edino, kar ti ostane, da greš po vseh štirih, ali se pa usedeš in lepo drsaš. No, se verjetno spomniš tudi te Teotihuacana, ko smo mi zlezli na piramido Lune. In smo gledali tisto Američanko, ki je zlezla 3 stopničke na en podstavek, se potem tam usedla in lepo izvlekla hrano, pijačo in je imela piknik. Ne. Nič, ta že počasi bomo morali končati. Hvala lepa, da si prišel. Ni za kaj. Še kdaj te bom povabil, če boš pri volji. Tako, bomo še kakšne spomine obujali. Hvala lepa pa tudi vsem, ki ste nas gledali celo uro. Ne pozabite nas gledati naslednji teden. Adijo.